Vzporednost in pravokotnost je naša naslednja snov. Preden se bomo pa pogovorili o tej snovi, bi vas pa povabila, da se pogovorimo o 3 pojmih, ki jih bomo mogoče pri geometriji bolj pogosto srečevali, so pa eni taki eni izmed osnovnih pojmov matematike. In sicer imamo aksiom, imamo definicijo in imamo izrek. Zdaj, pri tej snovi bo pač malo več teorije, veliko bo pisanja. Če boste to smiselno uporabljali v nalogah, bo to dovolj. Zdaj pa se vrnemo na aksiom, definicija in izrek. Namreč pri matematiki, da vse stvari tečejo tako, kot so, morajo biti neka začetna pravila. In ta začetna pravila so tam. Jih ne dokazujemo, ampak vzamemo jih za zdravo zagotovo, bi mi rekli pri Celju, ne vem, kako bi vi. Se pravi, aksiom, to je tako pravilo. Matematiki so rekli, takole bo, če hočemo, da bojo neka pravila štimala, da, ne vem, 1 + 1 je 2, to je en tak aksiom, recimo, konec koncev. No, pravzaprav ne vem, boljše, da pustimo tisto 1 + 1, ali je aksiom ali ne. Se pravi, aksiom je eno tako pravilo, ki so ga matematiki na začetku postavili in vsa ostala matematika temelji na tem pravilu. Se pravi, aksiom je neki začetni dogovor. Ne vem, tako kot recimo pri prometu se dogovorimo, da bomo vozili po desni strani, Tako smo se pač v Evropi dogovorili. Nekateri so se pa dogovorili, da bojo po levi. In potem vsa pravila se nanašajo potem na to, da upoštevamo po desni strani, Ker če se bi pri nas nekdo po levi strani vozil, sploh ne bi imel znakov, da bi jih lahko gledal, Je že v štartu narobe. Se pravi, aksiom je eno tako pravilo, ki ga ne dokazujemo in drži. In za Evklidovo geometrijo bomo mi te aksiome nekih spoznali in jih upoštevali, kot da so to definicije oziroma kot da so svet. No, potem naslednja je definicija. Definicija pa v bistvu razlaga en pojem, ki ga uporabljamo, in pove, recimo, rdeča barva je taka pa taka. To je definicija rdeče barve in vedno, kadar jo hočemo uporabiti, če rabimo, potem nam definicija to pove. Izrek. Izrek je pa od teh 3 aksioma, definicije in izreka najmanj definiran. Izrek, tudi Pitagorov izrek in vse ostalo, je stvar, ki jo je potrebno dokazati. Ne morete vi reči, tako, moj izrek bo, premica vedno ima 3 točke. Ne morete kar reči, morate dokazati in pri dokazih se lahko opirate na aksiome in pa definicije. Se pravi, nekako aksiomi so tistih nekih 5 do 10 začetnih trditev, na katerih sloni celotna veja matematike. Definicija nam razloži neki pojem. Izrek so pa potem neke bližnjice, s katerimi so si matematiki olajšali, da ne vedno gledajo 4 pravila, ampak lahko pogledajo izrek, tega uporabijo in preskočijo dobršno mero računanja, S tem, da izrek mora imeti zraven dokaz. Mi si dokazov ne bomo veliko gledali, zato ker je potem to neka druga stopnja matematike. Če bo pa šel kdo na fakulteto pa na gimnazijah, se pa veliko bolj to uporablja. Tako, to bi bilo zdaj v aksiomu, definiciji in izreku. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!